prav sva razmišljala, na kak način narediti poroko nekaj posebnega, ker vsak želi, da je vsaka poroka nekaj posebnega in glede na to, da smo iz Ptuja, smo iz teh koncev, pa sva rekla, zakaj se ne bi, ne vem, poročila v maskah, odštekano, nekaj še zraven, neko vsebino dodati, vsebino nama pa vsebino Ptuja konec koncev. Na začetku seveda izbor nekih skupin, ki bodo nastopali, ali so to etnografske, ali Cesarsko kraljevi Ptuj, ali Rimljani, za vse smo hvaležni, da so prišli danes sem. Po drugi strani pa je bilo treba zorganizirati pravzaprav vse, tako kot vsaka poroka, ampak seveda z dodatkom še tega nekega protokolarnega, zabavnega dela, ki je bil namenjen tako najinim, ne vem, svatom, kot pa tudi tistim, ki so prišli pregledati danes to poroko na Ptujski grad. Na začetku sem bila malo skeptična, zdaj ko pa je uspelo, pa jaz vsakemu, ki hoče malo doživeti Ptuj, pa pusti, da to naredi. Dolgo časa je, kar je zamrla ta žlahtna tradicija, da oddamo mlade v zakon v tem času, preden se začne post in priprava na pričakovanje velike noči in s tem prihoda, vstajenja našega Gospoda. Tako da zdaj smo to tradicijo, kot mnogo drugih žlahtnih tradicij, ponovno obudili in s tem temu mestu vrnili ne samo etnologijo, etnografijo, ampak tudi veselje in upanje za naprej. Vidite, da se je že prva zelo dobro prijela, da ljudje radi pridajo pogledati tudi te stvari in pustni čas je seveda bil čas porok in zato je ta tradicija enostavno res dobra. Srečen, miren zakon, obilo medsebojnega razumevanja in tako, kot sem povedal, veliko potomcev in veliko kurentov. Želim ji, tako kot prej, ko še ni bila poročena, seveda vse dobro, kot nekakšen angel varov, ne nazadnje sem 4 leta starejši od nje in vse dobro seveda želim ne samo njej, tudi svojemu svaku oziroma ženinu Miho. Jaz mu želim, da bi se držal teh zaobljub in našel srečo v zakonu, kajti v nasprotnem primeru ga bom našeškal. Obilo sreče in zadovoljstva seveda tudi, ko bodo, povem še enkrat, ko bodo maske padle, naj potem tudi ostaneta srečna naprej. Kolikor jo poznam, vem, da sta oba zelo zanimiva človeka in jaz ima želim, da to zanimivost, da to razigranost ohranja ta še naprej. Ko si bomo torej maske sneli, bo se začelo tisto resnično življenje in želimo v resničnem življenju obilo sreče. V imenu žlahte iz Kukave želim veliko sreče, ljubezni in vsega, kar se bo jima na njuni življenjski poti zgodilo. Seveda srečo, zdravje, ljubezen, naj tako ostane naprej, kot je bilo danes. Vse najlepše, vse najboljše pa naj traja do konca in naprej. Na novi življenjski poti ima želim predvsem, da bi si čimprej lahko zgradila tisti majhen del hišice, ki si ga želita, potem pa, da bi Miha dobil službo za nedoločen čas. To si pravzaprav zelo želim, pa ne pravzaprav samo njemu, ampak vsem mladim, ki nimajo tega.